Videli smo se tukaj, da malce prelistajo po eni ful simpatični knjigici, ki je bila izdana ravno danes, ne? Ja, danes. In to je knjigica tako, Na prvem tiru. Avtorja sta pa ti in Andraž Polič, ki ga zdaj ni z nami. Zdaj bi te malce poprašala, kako je nastala knjigica, v čem je zgodba knjige, oziroma na kak način je narejena, ker v bistvu so hajkuji, Ja, povezave za stripi, ne? tako je. Stvar je nekako tako potekala. Andraž je imel že spisane hajkuje in mi predlagal narediti strip iz tega. Ne? Potem je preteklo kar nekaj vode, ko je Andraž spremenil hajkuje in sva v bistvu nekako izhajala to neko fabulo, ki bi lahko vse skupaj povezali. In v enem momentu sva enostavno začela delati dramaturgijo vsega tega stripa, imela sva tega glavnega junaka v glavi in še pač ostale osebe. In glavni junak je tale tu, ne? Ja, to je ta junak. Ko se v stripu pač trije junaki pojavijo. En je ta glavni junak, drugi junak je junakinja, ki je v nekem razmerju z glavnim junakom, in tretji junak je nek starec, ki ga jaz jemljam malo znotraj te fabule kot nekega preroka, kot istega junaka tega. Ampak dobro, to moje osebno morda Andraž niti ne dam, tega tako, samo da povem, koliko odprta forma je v bistvu bila. Ampak zgodba je še vedno konsistentna, sam strip linearno zelo lepo teče, meni osebno, ne bi zdaj. In je pa nekako tako. To ni ilustracija na vsako pesem, ampak sta pač ločeni enoti. Eno je strip in eno so pesmi. Pesmi so v nekem vrstnem redu in enako je pač slikice v stripu v nekem vrstnem redu, ki pač mora držati, drugače se poruši zgodba. In se pojameta na zelo, mislim, teh stečišč je pa res ogromno, v bistvu, ker sem jaz delal strip, glede na dramaturgijo, ki sem se jaz zastavljal, glede na pozicije teh hajkujev, sem jaz delal ta storyboard in potem na koncu pač izprijena verzija stripa, ki je šla v knjigi. Forma sama ni stripovska, klasična stripovska. Zato, ker pač ni oblačkov, ni več sličic na eni strani, ampak načeloma ena slika zavzema eno stran, v večini primerov. Ampak cela stvar, teh 120 nekih strani se pa bere kot ena zgodba. Ampak Skozi poezijo v bistvu, ne? skozi poezijo. In skozi sliko tudi, ne? Točno tako, ne. Pač v stripu je to razmerje ful pomembno med tekstom in med sliko. In mislim, pač težila sva k temu, da se lepo povežeta, da ni zmede. In jaz sem pol tudi, ko sem risal strip, sem pač poskušal čim bolj jasno zgodbo vsega povedati, ker pač pesmi same so že zavzeli v bistvu neko bolj abstraktno pozicijo, seveda, ne. Strip pa potem je pa tukaj bolj opisno narave. Hkrati sem pa iskal neke male stvari, neke detajle, ki morda niso jasno izpostavljeni, ker bi morda celo motili zgodbo. Ker pa so tisti višek, ne, da ni samo opisovalni strip. Sama slika nosi v sebi neko sporočilo, ki pač pove več kot samo to, kar je na sliki. Pesmi same pa tudi, ne. Nekje so opisovalne, ampak hkrati so pa pač v tem abstraktnem prostoru. Zato jim tudi puščava, veš, pač nek prostor pesmi, ne. Evo lih prazne strani, to moram tudi razložiti. Pač pesmi imajo svoj prostor, ne. To je prostor ene pesmi, recimo. Ali pa nekje si dve pesmi delite ta prostor. Pač pesem ima svoj prostor in slika ima svojega. Meja je ful jasna, meja je ravna, ampak hkrati pač na tej vsebinski se pa totalno ujameta.